Je v Facebooku še prihodnost ali je že mrtev? O tem danes debatirava z Zoranom. Dober dan in dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes z Zoranom govoriva o tem, ali je Facebook marketing mrtev ali morda po drugi strani še kaj upanja. Kot nekako vemo, Facebook nikoli ni bil popolnoma zastonj. Vedno je bilo treba nekaj zanj plačevati, mogoče čist na začetku, ko je prišel ven leta 2004 ali pa v Slovenijo, ko je prišel leta 2008, ampak z vsakim letom postaja dražji. Predvsem v zadnjem letu smo tudi pri nas začeli opažati, koliko se je organski doseg začel zniževati. Tako da misliva, da je danes to odlična priložnost za tovrstno tematiko. In Zoran, kaj ti misliš, je Facebook marketing mrtev ali ne? A z eno besedo? Z eno besedo. Mrtev. Wow. A z dvema besedama? Ja. Ni mrtev. V resnici je Facebook še vedno največje družbeno omrežje. Tako v Sloveniji kot globalno gledano. Je večji kot vsi ostali skupaj in to se še posebej kaže v Sloveniji. Ne nazadnje drugi največji v Sloveniji, to je Instagram, če recimo odštejem YouTube, je tudi od Facebooka. In ona dva skupaj obvladujeta ogromen del trga. Tako da bi zdaj kar rekel, ok, zdaj pa Facebook marketing kljub vsem tem nekim slabostim, ki jih zdaj ima, to je, da je doseg manjši in da je vse dražji, težko govorimo, ker če nismo tam, ne nazadnje nismo relevantni, ker ljudje pa so, bodi si na Facebooku ali pa na Instagramu. Ja, sej, kje ljudje pridejo v stik s to oddajo? Ja, absolutno. Absolutno. Ok, in po drugi strani, pa Facebook, če je ta organski doseg vedno manjši, ima pa Facebook to ful veliko prednost z vidika oglaševalske platforme. Se pravi, če v začetnih fazah, ko za Facebook še ni bilo potrebno toliko plačati, pa so bili organski dosegi dosti veliki, se s tem razvojem oglaševalske platforme je seveda Facebook začel zmanjševati organski doseg in ta oglaševalska platforma pa omogoča ogromno različnih možnosti targetiranja in dostopa do ciljnih skupin. In tudi v tem času, v zadnjih 10 letih, se vidite poplava enih spletnih trgovin, ki ponujajo ure, sončna očala, nakit in večina teh trgovin se napaja ravno preko Facebook oglaševanja. In lahko o tem še kaj več poveš? Ja, se absolutno strinjam s tabo. Facebook, oglaševalski sistem od Facebooka je po mojem skromnem mnenju eden najboljših, če ne kar najboljši. Mislim, da je tukaj tudi prehitel Google, čeprav je Google bil v preteklosti benchmark in je tudi ogromen tega Facebook pobral od Googla, je danes te neizmerne možnosti targetiranja, postavljanja oglasov za vsako fazo nakupnega procesa, od začetka, ko razmišljamo sploh v nakupu, ko imamo že nek nabor različnih produktov in pa na koncu, ko dejansko opravljamo nakup, če bi morali identificirati ljudi, kje so v tem nekem procesu, nam Facebook res lahko pri tem zelo pomaga. Različne oblike oglasov, od nekih lead oglasov, ker neposredno zbiramo kontaktne podatke, do nekih instant experience, včasih smo temu rekli canvas oglasov, ker lahko že kar znotraj Facebooka naredimo nek landing page, do tistih čist preprostih slikovnih oglasov, pa video oglasov, ki so zdaj res v porastu. Zdaj si govoril o tem oglaševalskem lijaku, kako ga na Facebooku narediti. In mi za vsako stranko, za katero oglašujemo, naredimo ta oglaševalski lijak. In vprašanje, ki ga zelo velikokrat tudi dobimo v povezavi s tem, je, koliko časa pa nekdo, ki vstopi v ta oglaševalski lijak, pa do konca, do zaključne konverzije, koliko časa porabi. Kaj bi tukaj rekel? Ja, zdaj to je odvisno od produkta. Včasih je to dlje časa, včasih je to krajši čas. Vse je odvisno od tega, koliko je tudi intenziteta nekega potencialnega kupca v ta nakup, ki ga želi upraviti. Včasih je to, če kupuje avtomobile, je to veliko dražji. Če kupuje, pralni prašek, je to veliko
hitrejši. Bi pa mogoče vsem, veš, da sem ful velik zagovornik lijakov pa tega, ampak bi vsem nekaj drugega povedal. Namreč danes podjetja se čedalje bolj zavedajo teh prodajnih lijakov in tako naprej, ampak mogoče kar so v tem nekem žaru, da bi vse skupaj izoblikovali nek lijak, začeli obravnavati ljudi preveč kot neke številke. Koliko ljudi lahko spravimo na začetku, koliko ljudi jih imamo vmes in koliko jih na koncu ven iz tega pride. In mogoče je to tudi čas, da se posebej izpostavi, da ne smemo pa pozabiti na fundamente, na osnove marketinga, da se vse skupaj začne že pri brandingu. Če nimamo dobrega izoblikovanega branda, nam tudi funnel ne bo tako dobro deloval. Ja, tle se bi morda tudi jaz na vsebino navezal. Se pravi, brand, da ti daš uporabniku dobro vsebino, ki mu predstavlja dodano vrednost in na podlagi potem gradiš. In jaz vedno to zagovarjam, tudi marketinški lijak ali pa nasplošno nastop na Facebooku, da naprej ti moraš imeti dobro vsebino in na podlagi tega, ker so organski dosegi dosti nizki, pa vlagati tudi oglaševanje. In to se naprimer mi, ki vodimo družbena omrežja za naše naročnike, tudi zelo lepo kaže v rezultatih. Mogoče en primer, veselje do gibanja strani, ker imamo res kakovostno vsebino, ki rešuje različne težave ljudi z bolečinami v vratu, hrbtenici, kolenu in tako naprej. In vsebina je zelo kakovostna v obliki videov, člankov, ki ljudem pomagajo pri teh bolečinah. In zato, ker je ta vsebina to kakovostna in hkrati, ker jo mi seveda tudi oglašujemo, je ogromno interakcij na to vsebino in tudi zaradi tega, ker je ta vsebina to kakovostna, pa se dotakne ljudi, ki jim s tem pomagamo, ljudje tudi delijo to vsebino. In če bi šli zdaj na stran pogledati, je na vsako ta članek ali pa video 10, 20 ali več šerov, se pravi delitev, da uporabniki delijo med svojimi uporabniki, svojimi prijatelji na Facebooku. Fantastičen primer in če vzamem samo to vključenost res uporabnikov, pa bom se navezal sicer na drugo področje, to je na neko dvosmerno komunikacijo, pa na nek support. Zakaj Facebook do neke mere tudi ni mrtev ali pa ni umrl, je tudi zato, ker uporabniki imajo neposreden kanal, da lahko izrazijo svojo naklonjenost, jezo, karkoli že do znamke, do produkta. In s tem tudi v veliki meri nadomešča nek support. Zdaj ne vem, za nekatera podjetja je to dražji, za nekatera je to ceneje, je pa sigurno za uporabnika to bolj convenient, bolj priročno. In sploh s pojavom v chatbotih, o katerih sva tudi že velikokrat govorila, in pa tem nekim pošiljanjem neposredno v Messenger sporočil, smo tudi prišli do tega, da so open rate oziroma koliko ljudi dejansko odpre te naša sporočila veliko večji. Čeprav se pravi, po eni strani organski doseg se zmanjšuje, pa po drugi strani je ta prednost, da naprimer odpiranje sporočil, ki jih pa neposredno pošiljamo, pa je višja. Jaz verjamem, da se zdaj marsikateri tudi sprašuje na drugi strani, ki naj jo posluša, gleda, ok, ja, jaz pa to že vse delam, ampak rezultati pa niso najboljši. Kaj lahko nek tak uporabnik oziroma oglaševalec še naredi? Ja, v vsakem primeru, če ugotoviš, da ti nekaj ne funkcionira, to je verjetno že Einstein povedal, čeprav pri teh citatih je vedno tako, včasih pripišejo, pa nisi čist prepričan, če je to ta oseba povedala. No, da če konstantno poskušaš isto zadevo, težko prideš do drugačnih rezultatov. Kar pomeni, da moraš poskusiti zadeve tudi mogoče malo z drugega zornega kota, mogoče tudi nekaj novega probati. Če do zdaj nisi delal videa, poskusi z videom. Ne nazadnje tudi razmišljati o drugih kanalih. Če je bil prej fokus izključno na objavljanju na Facebooku, mogoče moraš več fokusa dati na Messenger, na Instagram ali pa na neke svoje lastne kanale, e-mail, spletno stran in tako dalje. Tako da več je teh nekih pristopov, ki jih lahko poskusiš, ampak bistveno pa je to, da probaš nekaj novega, če vidiš, da to ne funkcionira. Ja, ker Facebook kot oglaševalska platforma omogoča ogromno različnih placementov, se pravi, na kakšen način in kje se pojavi ta oglas. Ali je to tako, kot si omenil, v video obliki, ali imamo nek karusel, ali nek slikovni oglas, ali se ta oglas pojavi v Messengerju, ali se v storiju na Instagramu pojavi, ali je kot
slika, video na Instagramu, v feedu, tako da ogromno je teh oblik, tako da, tako kot je Zoran rekel, poskus z novimi stvarmi in sej mi konstantno zagovarjamo. Celoten oglaševalski lijak je tudi testiranje. Dokler ne priješ do tistega, kar ti funkcionira. Tako da velikrat tudi midva na najinih predavanjih poveva, da vlagite, ne ljudje vlagajo 80% v oglase, ki funkcionirajo, po drugi strani pa 20% v tiste, ki jih boste testirali oziroma jih testirate. Zaradi tega, ker oglaševalska platforma ali pa Facebook kot oglaševalska platforma ali pa na splošno Facebook, Instagram se iz meseca v mesec spreminjata. In je konstantno treba iskati nove načine zaradi tega spreminjanja in nekaj, kar ti je funkcioniralo včeraj, ti danes lahko že ne funkcionira, kaj šele jutri. Tako da konstanten vložek tudi v testiranje oglasov. Ja, eno zadevo sem želel še izpostaviti, ampak ko si to govoril, se mi je takoj porajala mogoče ena dodatna zadeva. To je, če se malo navežem na tisto, ko si govoril o različnih placementih, kar velikokrat opažam kot neko napako, ki morda bolj izhaja iz pomanjkanja časa, pa tudi mogoče znanja, je to, da oglaševalci podjetja naredijo en vizual, en video in ga potem na vseh placementih uporabijo. Pač ni slika, ki jo naredimo naprimer za Facebook oglas, enako ali pa dovolj dobra tudi za Instagram. Tako da res je pomembno to prilagajanje različnim placementom in razmišljanje, v čem je razlika med tem, ko gledam Instagram story ali pa ko Facebook post. In ko to zaznam, da je ta razlika, da uporabniki drugače to konzumirajo, se potem tudi lahko vprašam, okay, kako bom spremenil obstoječo vsebino, ki jo imam, da bo funkcionirala tudi na storyju in funkcionirala tudi na Facebooku. Je pa dodatna zadeva, ki jo pa tudi vidim mogoče v prihodnosti in kar tudi Facebook ogromen vlaga in je tudi nekaj, kar je dobro za oglaševalce, je pa umetna inteligenca, ki postaja vse boljša, a ne se že zdaj na nek način newsfeed oziroma vir novic, temu rečemo po slovensk, ki vam kaže vsebine, ki so zate primerne, ali pa za vsakega posameznika, je neke vrste umetna inteligenca. In bolj, ko se bo učil več, ko je teh nekih inputov, bolj bo postali in bolj kakovostne informacije bomo imeli oglaševalci, da lahko tudi naredimo oglase, ki bodo pač dosegli tisto, kar si želimo doseči. Ja, jaz bi samo še eno zadevo dodal in se navezal na to, kar si govoril. In sicer kot oglaševalci se prevečkrat pozabimo na to, da uporabnikov ima odprt Facebook ali pa ima odprt Instagram, je v čisto drugi miselnosti. Se pravi, kako sploh te dve platformi in s kakšnim namenom jih uporablja. Ker imata tudi druge funkcionalnosti. In že če iz tega izhajamo, da uporabnik se ne obnaša na enak način na eni ali drugi platformi, ja, valjda ne moramo imeti istih oglasov na obeh platformah, ampak jih moramo prilagoditi temu uporabniku in njegovemu konzumiranju teh vsebin na dotičnem družbenem omrežju. Tako da, ja, to je ena izmed najpogostejših napak, ki jih tudi mi opažamo, tako da že s takim načinom spremembe se lahko izboljšajo rezultati neke blagovne znamke. Zdaj sem ti dala kar nekaj iztočnic za morebitna vprašanja, katere bo tako kot vedno vesela, če jih zapišeš spodaj v komentar, vedno smo bili na voljo, tako da to je to za danes, bi še kaj dodala, ne, sva vse povedala. Hvala, ker si bil z nama oziroma si bila z nama in se vidimo naslednjič. In poslušamo. Se vidimo. Čau. Why?